V Republiki Sloveniji poznamo več različnih štipendij, državne štipendije, kadrovske štipendije, Zoisove štipendije, deficitarne štipendije, ad future štipendije, prav tako pa imajo različne občine občinske štipendije. Štipendijo lahko pridobi vsak, ki ustreza razpisnim pogojem določene štipendije. Državna štipendija se giblje od 90 do 170 evrov, to je osnova štipendije, različno v katero kategorijo posamezni študent pade. Prav tako je pa upravičen do dodatka za bivanje, to je 80 evrov, v primeru, da nima bivanja subvencioniranega že z strani države, se pravi, da ne biva v študentskem domovu ali pri zasebniku za subvencijo, prav tako pa mu pripada do 40 evrov dodatka za učni uspeh. V primeru, da letnika nisi opravil oziroma da ga ponavljaš, nisi upravičen do štipendije v času ponavljanja, vendar ti štipendija miruje, tako da naslednjo leto, ko uspešno napreduješ v naslednji letnik, si ponovno upravičen do štipendije. Za Zoisove štipendiste je tisti, ko dajo vlogo na novo, z novim zakonom jo pridobijo na nekoliko težji način, saj morajo poleg učnega uspeha še imeti izredne dosežke na različnih področjih, ki so zapisani tudi v pravilniku za pridobitev Zoisove štipendije. Državna štipendija se lahko pridobi kdajkoli skozi leto, pomembno je, da izpolnjujemo pogoje. Ostale štipendije, ki jih podeljuje Javni sklad za razvoj kadrov in štipendij, imajo določene roke, do kdaj študentje morajo oddati vlogo. Za študijsko leto 2015-2016 je vloga za Zoisovo štipendijo 17.10.2015. Prav tako pa so štipendije omejene finančno, se pravi, ko zmanjka denarja, dejansko štipendije več ni možno podeliti, razen državne štipendije, ki niso omejene.